Pa Jana Kolar, ena od soorganizatork 8. konference o ohranjanju kulturne dediščine v Evropi oziroma o tehnologijah o ohranjanju kulturne dediščine v Evropi. Zanima me, a mi, takole preprost človek, vid restauratorji, to so oni frajeri s takim mehnim špohtočkom, pa malo ga serijo po raznih poročelih hiš in tako naprej po Ljubljani jih vidimo. Ok, pa smo slišali, da še neki so za knjigah, tudi tam ga neki hecajo, ampak to je malo širše, drugače vi jemljete, imamo občutek. Glede na to, da vas je obiskal tudi komisar za raziskave in razvoj v Evropi, gospod Potočnik in tako naprej, ne smatrate tudi tako odsto kot mi? Ne, seveda ne gre samo za restauriranje. Mi smo danes tukaj smo predvsem raziskovalci, ki se ukvarjamo z razvojem novih tehnik in inštrumentov za ohranjanje kulturne dediščine. Ta seveda je vse okoli nas in se niti ne zavedamo, kako pomembna in kako minljiva je. Pomembna je ne samo z vidika nacionalne identitete, ohranjanja nacionalnega spomina, ampak tudi za gospodarstvo Evrope. Ker smo celina, ki je najbolj bogata s kulturno dediščino in predvsem prek turizma je doprinos gospodarstvu Evrope s kulturno dediščino izjemno velik. Pravzaprav je to ena najpomembnejših industrij Evrope, blizu avtomobilski industriji. Nekako 1/3 turistov bi izgubila Evropa, ne? Če nehamo s tem ga hecati, pa stare stavbe in tako naprej, vse ostalo kulturno dediščino, ki ni samo v stavbah, ne samo muzej in tako naprej, nehamo pač obnavljati, restaurirati. Točno tako. Kulturna dediščina, tako nepremična, se pravi stavba, kot premična, naprimer slike v galerijah ali pa zgodovinski dokumenti, so izjemnega pomena, zaradi tega, ker v Evropi približno se ocenjuje, je neka tretjina turistov, kulturnih turistov. Tako da je delež te turistične pogače približno 1/3 pripisan ravno tej kulturni dediščini, zato je njeno ohranjanje za Evropo ne samo zaradi sentimentalnih vzrokov, ampak tudi zaradi gospodarstva izjemno pomembno. In prav tu nam znanost priskoči na pomoč. Zdaj pa delate nekaj o znanosti po restauriranju. Kaj je novega? Kaj so najnovejše odkritja? Ali pa kaj je tisto, kar je, bomo rekli, ker je v enem letu naredilo, od 7. konference naprej? Teh odkritij je precej in ravno ta salon z vsemi temi novimi tehnologijami, ki so bili v teh številnih projektih razviti, je namenjen temu, da tako obiskovalci kot tudi končni uporabniki, restauratorji vidijo, kaj vse je bilo razvito. Težko rečem točno, kaj bi bilo to. Ne, ker je tako veliko tehnik in ne bi dala eni prednosti. Vi ste iz NUK, iz Narodno-razredne knjižnice, predvidevam, da ste bolj za knjigološko kulturno oziroma knjižno kulturno dediščino iz papirja, no? Malo več veste o njej, no? Tako rekel strokovno. Ja, v preteklosti je Narodna in univerzitetna knjižnica koordinirala 2 evropska raziskovalna programa na ohranjanje kulturne dediščine na papirju in sodelovala še od 2, ki jih je koordinirala naš najbolj tesen partner, Fakulteta za kemijo v Ljubljani. Pravzaprav smo koordinirali največ programov na tem področju v Evropi in po mnenju Evropske komisije nas to postavlja celo v vrh znanosti na tem področju. Ja, nekako smo torej zelo dobri v restauratorstvu papirja, starih knjig, ne? Pravzaprav ne gre za restauratorstvo, ampak gre za znanost v podporo ohranjanju kulturne dediščine. V sklopu tega dela, ki smo ga v preteklih letih opravili, naprimer lahko rečemo, da smo določili, kako hitro se razgrajujejo knjižnice po vsem svetu, da smo zračunali, koliko je treba vlagati za to, da se ohranijo. Poleg tega smo razvili nove tehnike, inštrumente, ki nam omogočajo, da nedestruktivno, neporušno, zelo hitro pridobivamo informacije o stanju določenega gradiva in na podlagi tega lahko potem izvedemo najbolj cenovno primerne restauratorske posege. Zdaj pa še nazaj v konferenci, koliko časa bo še trajala? Konferenca bo trajala vse do petka. Konferenca sama sicer do srede, ampak potem imamo še delavnice in strokovne izlete, tako da pravzaprav mi bomo zaposleni vse do konca tedna. Gospod Matija Strlič, drugi soorganizator tele konference. Prej smo že obdelali, zanima me, koliko je povabljenih iz koliko držav različnih sodeluje na tem? Na tej konferenci sodelujejo delegati iz 34 različnih držav z 4 kontinentov
imamo več kot, vsaj v tem razstavnem prostoru, vidimo 27 različnih razstavljalcev, ki predstavljajo svoje nove tehnologije, ki so bile razvite v okviru evropskih programov, ne samo v okviru programa za raziskovanje, se pravi okvirnega programa, ampak tudi v okviru Eureke in Costa. To je prvi tak dogodek na področju raziskav za kulturne dediščine v Evropi in prvič ga organiziramo na tak kompleksen način. Se pravi, da poleg same konference, ki je pač običajna, klasična raziskovalna konferenca, organiziramo tudi razstavo in delavnice. Se pravi, prvič so te delavnice zraven, sedemkrat je že bila ta konferenca, če razumem, da so pa še prvič praksa pokazali. Tako, letos prvič in to je tudi moto naše organizacije, se pravi raziskave za kulturno dediščino v praksi. Kje je Slovenija tukaj? Prej smo že z gospodično Jano prišli od tega, da je nekje pri ohranjanju papirjev pa tega materijala smo nekje vodilni, ne? In tle je glih vaša fakulteta za kemijo. No? Pa povejte kaj več o teh prodorih slovenske znanosti na ta področje. Tako, raziskave na področju materijalov kulturne dediščine, zlasti na področju organskih materijalov, kot so papir, tekstil in podobno, so v Sloveniji izjemno intenzivne in potekajo v raziskovalnem partnerstvu med Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Narodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Skupaj smo koordinirali 4 projekte v skupni vrednosti čez 4 milijone evrov in v teh projektih je sodelovalo več kot 20 partnerjev iz cele Evrope. Tako da lahko rečemo, da smo na tem področju brez dvoma vodilni v Evropi. Je to zato, ker imamo toliko knjig ali je to zaradi tega, ker jih tako slabo shranjujemo te starejše? To je zato, ker imamo možgane, s katerimi znamo te knjige na pravilen način preiskovati, se pravi na način, ki je neporušen, ker znamo oceniti njihovo stanje in ker znamo priporočiti najboljše metode njihovega dolgoročnega hranjenja. Kak je bil najstarejši dokument, s katerim ste imeli stika? Nazadnje smo preiskovali dokument, ki sicer ni na papirju, je pa na pergamentu in to so mrtvomorski zapiski. V ta namen so nas iz Izraela, slovenske raziskovalce, poklicali, da svetujemo pri njihovemu dolgoročnemu ohranjanju. Tudi to lahko nekaj pove o kvaliteti slovenskega raziskovanja na tem področju. Koliko staro? 1000 in več let? Seveda. 2000. Najlepše hvala. Hvala vam.